Poznate Avstrijo? 1. julija bo prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Ja, Avstrija je v bistvu naša sosednja država, tako da mislimo, da že vse poznamo, ampak po drugi strani pa še kar precej stvari ne poznamo v sami deželi Avstriji. Česa ne poznamo dobro? Slovenci dobro poznajo tiste predele Avstrije, kamor hodijo recimo smučat, morda poznajo tudi večja mesta, Dunaj zlasti, ne? Veliko krajev, mest v Avstriji in predelov pa Slovenci ne poznamo dobro. Avstrija ni tako velika dežela, ampak je pa še vseeno zelo razvlečena. Recimo iz Slovenije do Tirolske, ki je čisto na zahodu Avstrije, je kar precej, voziš se, mislim, da 8 ur skoraj, ne? Kaj pa dobro poznamo? Kaj je tisto, kar vsak Slovenec pozna? Verjetno pozna Mozartovo kroglico, Mozarta, lipicance, mogoče sahar torto, moja hčerka pravi cesarski praženec, dunajski zarezek na vsak način, ja. A niso lipicanci iz Lipice? Veliko stvari tudi povezuje Slovenijo in Avstrijo. Lipicanci so tudi ena izmed teh stvari. Lipicanci so konji, ki jih uporabljajo v španski jahalni šoli, prihajajo pa iz naše Lipice. Tako da v bistvu gre za eno tesno vez. Katere športe imajo radi Avstrijci? Avstrijski nacionalni šport številka 1 je smučanje, kar je pa seveda povezano tudi z njihovo deželo samo. Mislim, da več kot polovica Avstrije je sigurno hribovite. Kaj pa glasba? Kakšno glasbo imajo radi Avstrijci? Na prvo žogo bi verjetno rekli, ja, klasična glasba, Strauss, Mozart, Haydn, Schubert in tako dalje. Ampak po drugi strani ne smemo pozabiti, v Avstriji igra zelo veliko vlogo ljudska glasba. So zato Avstrijci znani tudi po svoji noši? Kaj se tiče tradicionalne noše, je to malo drugačno kot v Sloveniji, ker mi pa res še nosimo noše, ne. To ni kot za karneval ali za ljudsko glasbo, ne, za glasbenike. Če mi imamo družinsko praznovanje kot krst ali gremo v mašo ali imamo en rojstni dan, potem ne samo v deželi, ampak tudi v mestu pa nosijo ljudje noše. Ja, ta oblekica sem prinesla, to je ena tradicionalna noša in se imenuje dirndl. Dirndl je po dialektu ime za punča, za eno punčko, ne. Tukaj pa je res ena takšna kot za punčko, ampak sem res jaz nosila, ko sem bila 1 leto stara, potem še moja hčerka, ko je bila 1 leto stara in upam, da gre naprej. Zakaj naj Slovenci obiščejo Avstrijo? Rekli smo, da Avstrija je zelo znana po kulinariki, ne. To je sigurno en razlog, da mogoče enkrat probati prava sahar tortica. Salzburg, mesto Mozarta in kot moja hčerka je rekla, Mozart je tisti, ki je gor na Mozartove kroglice, ampak je tudi znan glasbenik, ne. Mozartove kroglice smo poskusili tudi v hiši EU na večeru posvečenem Avstriji.